V svetniški skupini Nove Slovenije smo danes zelo jasno povedali, da smo za 2 novi osnovni šoli in da smo za to, da se učencem in učiteljem čim prej zagotovi dostojne pogoje. Pokazalo se je, da zdajšnja ureditev, ki umešča praktično 2 šole na zelo utesnjeno in pa na eno mesto, da je na nek način neprimerna, saj zmanjkuje prostora za vse vsebine, zmanjkuje prostora za prometno ureditev, zmanjkuje prostora za parkirišče in pa ni razrešen tudi problem glasbene šole. Kot najbrž veste, v glasbeni šoli zelo primanjkuje dodatnih mest in na nek način se ta načrt s temi problemi glasbene šole ne ukvarja. V svetniški skupini Nove Slovenije smo poudarili, da bi bilo mogoče veliko bolj smiselno, da bi šolo selili kar ljudem, ne pa da morajo ljudje prihajati v šoli. Zato smo predlagali, da se osnovna šola Frana Albrehta preseli v Mekinje, da se na mesto današnje osnovne šole Frana Albrehta zgradi nova Toma Brejca, da pa se osnovna šola Toma Brejca nameni za potrebe glasbene šole. S tem konceptom bi lahko razrešili vse probleme, ki danes starajo vse 3 šole, tako glasbene, Toma Brejca kot tudi Frana Albrehta. Torej, svetniška skupina LDS bo seveda odlok podprla, da gre v razpravo naprej, torej in da seveda gre končno odlok tudi v 3-mesečno javno razpravo, katera upamo, da bo zelo kvalitetna in da bomo tudi preko te javne razprave dobili še kakšne nove rešitve. Drugače smo torej seveda projekt 2 mestnih šol na tem področju, tudi zunanjih športnih objektov in vsega ostalega podpiramo. Zavzemamo se za to, torej ves čas se zavzemamo za to, da zgradimo 2 novi mestni šoli. Ta odločitev je bila sprejeta na občinskem svetu. Seveda takšna odločitev 2 mestnih šol in vseh zunanjih površin prinaša s seboj tudi določene omejitve, glede na to, da smo na omejenem prostoru, vendar po našem mnenju ta rešitev, ki je sedaj pripravljena, torej pomeni nek kvaliteten projekt, ki ga je možno v določenih delih, kot se recimo tiče prometne ureditve in določenih drugih malenkosti še vedno nagrajevati, ampak po celoti gledano mislimo, da je to kvaliteten projekt, ki bo pomenil izboljšanje stanja za učence in učitelje v obeh šolah, pomenil lažje športno udejstvovanje in seveda omogočil tudi kvalitetno preživljanje prostega časa drugim občanom in občankam, ker res upamo, da bi ta prostor v celoti zaživel. Drugače pa, kar se nas tiče, smo podali pripombo v smislu zavarovanja teh notranjih športnih površin, preprečevanja dostopa avtov do teh površin. Opozorili smo na to, da seveda parkirišč je vedno premalo, vendar pa je treba biti nekako realen in upoštevati kot rečeno omejitev prostora, hkrati pa tudi vzpodbujati tako učitelje kot starše, kot učence, da prihajajo v šolo s kolesom, peš, torej da ni nujno, da se do šolskih vrat pripeljejo z avtomobilom. Svetniška skupina vsekakor podpira izgradnjo osnovne šole Frana Albrehta, vendar pa ostro nasprotuje poseljevanju tega prostora K9. Ta prostor je očitno premajhen za izgradnjo 2 šol z vso potrebno infrastrukturo. Po našem mnenju je to poseljevanje prostora in narejeni bodo strašni problemi za starše, ki dostavljajo svoje otroke v prvi triadi osebno in pa potem tudi v primeru roditeljskih sestankov in drugih prireditev v okviru šole. Mi pa smo še zelo zaskrbljeni tudi zaradi tega, ker bo gradnja potekala vzporedno z poukom, kar pa se lahko zgodi tudi kaj tragičnega. Svetniška skupina Liste Toleta Smolnikarja za Kalnik podpira ta predlog K9 za obe šoli, kajti zdi se nam dober. Projekt se nam zdi celoti pravzaprav dober in s tem bo rešil veliko stisko, ki je nastala pač na tem področju. In menimo, da je umeščenost kljub stiski s prostorom dobra, da bo dovolj prostora tudi za športne in rekreacijske površine. Seveda malo problematičen je promet
ampak če razmišljamo o tem, da je za prvo triado, to se pravi za prve 3 razrede, kakor sem jaz razumela, je poskrbljeno, da starši pač otroke za tiste, za katere morajo poskrbeti in jih peljati, ne smejo pač sami hoditi, je poskrbljeno z dovozom. Za starejše seveda pa mislim, da res ne bo škoda, če naredijo kakšen korak peš. Je pa tudi res, da vsi ne gredo naenkrat v šolo, da so tam odstavni pasovi predvideni tako za ustavljanje avtomobilov kot tudi šolskih avtobusov. Slišati je bilo, da nekateri razmišljajo o tem, da so športni dnevi in tako naprej, da se dogovoriti pametno tudi vnaprej, da recimo pride en avtobus za drugi razred 15 minut kasneje in tako se lahko rešijo te stvari. Seveda stvar je še stvar razprave, ampak menim, da v osnovi je dobra, da bodo pač te športne površine in šoli povezani in s tem tudi stroški zmanjšani. Moramo vedeti, da pač Kamnik je staro srednjeveško mesto, ki je omejeno pravzaprav s prostorom in v okviru danih možnosti se mi zdi, da je ta projekt dober. Srednjiška skupina v prvem branju je uspela ta načel. Seveda je še ogromno nekaj vprašanj, ki jih bo treba popraviti. Predvsem nas pa skrbi, da v tem pogovoru, oziroma zdaj, ko smo imeli v občinskem svetu, ni bilo pogovora o sami kakovosti. Kaj bodo otroci pridobili, kje bodo tiste nove učilnice, kako je z novimi športnimi igriščami. Prej se vrtel okoli samega prometa in o možnosti izgradnje, da bi bila ta šola nekje drugje, na primer nekje. Mi sami nikoli smo ustrajali, da mora biti samo ena šola, da mora biti 2 šole na enem mestu. Opcij je vedno več, nekako temu zaupamo občinski službi, da so se prav odločili. Je pa to, da upam, da bojo do naslednjega branja nekako popravili vse te stvari, ko sem pa mislim, da tega pohoda